Srečanja pohodnikov treh dežel so se začela leta 1979, ko je prebivalce na tem območju še fizično ločevala državna meja. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo in šengensko območje fizičnih omejitev, udeleženci pa se vsako leto spomnijo zgodovine in krepijo prijateljstva. To je že, kot sem rekel, tradicionalno, že 37. srečanje, ki v bistvu ima že zelo dolgo tradicijo, tudi že prej v Jugoslaviji se je to dogajalo, takrat so se meje odprle, pač je šlo za eno prijateljstvo med vsem trem narodi, ki tukaj živimo skupaj. Cesta iz Rateč proti Tromeji je bila tudi letos zaprta. Pohodniki so se na poldrugi kilometer visoko Peč lahko podali iz Rateč ali Korenskega sedla, iz avstrijske smeri pa tudi z žičnico. Ste hodili tudi prej, ko so bile še meje? Ja, ne velikokrat prej. Zdaj pa hodim, zdaj bom pa še prišel. Z katere strani ste prišli? Iz Škofje Loke. Iz Rateč pri Škofje Loke. Z Rateč? Ja. Z katere smeri ste prišli? Z Korena. Z Korena. Tudi vi? Kako ocenjujete srečanje? Prima, odlično, zelo fajn. Se naslednjo leto vidimo ponovno? Sigurno. Vsako leto pridete na Tromejo? Vsako. Kolikokrat ste že bili? 22. Res? Kako se počutite danes? Čudovito. Tudi vi vsako leto prihajate? Prvič sem. Prvič ste in sigurno ne zadnji. Verjetno, da ne, ja. Kaj vam je bilo najbolje danes? Ja, v celoti vse. Ste se že kaj zavrteli? Ne, pa ne. Tudi vi prihajate vsako leto? Sem kle, drugače sem pa že bil trikrat. Kako ocenjujete današnje srečanje? Zelo mi je všeč, ker ljudje so neverjetno veseli. Neverjetno. Lepo je, res lepo. Samo Cuzner, ki vsako leto obišče Tromejo, je bil prisoten že na prvem srečanju treh dežel. Prireditve se je v preteklosti udeleževal s kolegi iz gorsko-reševalne službe, zadnja leta pa z ekipo nujne medicinske pomoči iz Jesenic. Kako se spominjate tistih časov, ko so bile še meje? Bilo je zanimivo, saj kar veste sami, to je bilo mogoče bolj zanimivo, kar je zdaj, zato nismo mogli tako prestopiti meje, to je bilo pa ta dan srečanje, se lahko gibal na avstrijski strani, na italijanski strani, brez te propustnice ali kakorkoli, dovolilnice za gibanje v mejnem pasu. Ampak zdaj se tradicija kar drži, tudi zdaj k ni meja, je to sledana lepa prireditev, na kateri se druži staro in mlado, kakor vidite, je tudi ogromno mladih, tako da v bistvu je neka tradicija, pa definitivno vreme svoje naredi. Imajo pohodniki kaj težav z zdravjem? Glejte, jaz vam moram reči, da zdaj v vseh letih je bilo tako, da smo imeli par ljudi, tako mogoče kakšne težave, potem s srcem ali karkoli, mogoče še padec sladkorja v krvi, ali mogoče kakšne bolezni, ki jih imajo pač že od doma ali kakorkoli. Drugače pa kar se pa tiče alkohola pa teh stvari, pa kar hodimo gor, nismo nikoli ukrepali. Turistična društva iz vseh treh dežel so tudi letos poskrbela za okrepčilo več tisoč pohodnikov. Kaj pripravljate Slovenci? Slovenci imamo čevapčiče, pleskavice in pa se kranjske globase. Moram reči, da se lahko kar pohvalim, da smo verjetno največ prodamo od vseh, ker mislim, da in Avstrijci in Italijani so v bistvu nori, lahko rečem, na čevapčiče. Imamo pa v tem seveda še potice, tako pehtrano orehov in pa jabolčne zavitke. Veselo vzdušje pod milim nebom je pomagal ustvariti tudi ansambel Zgornjesavci. Številni pohodniki so se polni prijetnih vtisov vrnili v dolino šele malo pred sončnim zahodom.